A vi naredite vedno vse, kar je prav v življenju? Jaz verjetno ne, včasih se tudi zmotim. Ampak 30 let se ukvarjam s podjetništvom in več kot pol te kariere pomagam drugim podjetnikom prodati več, postati boljši človek. Nekateri priznajo, nekateri ne, ampak večina pa po številkah vidi, da je uspel, da je lahko spremenil, da je lahko nadgradil svoje znanje in svoje sposobnosti na nekaj večjega. Ampak veste, kaj me najbolj boli? Najbolj me boli, kadar ljudje ne naredijo tisto, kar je prav. Nekaj včasih v življenju, mogoče je tvoj ego govori drugače, karkoli, ampak je prav narediti nekaj, kar je prav. Se pravi, če sodelavec, sodelavka ali pa sodelavca med sabo se spreta, nikoli ne pomislite, da bo ta sodelavec doma se spravil na nedolžno ženo, na nedolžnega moža ali pa na otroka in bo nekdo tretji trpel zaradi tega, ker sta onadva dokazovala sebi ne vem kaj. Včasih je v življenju treba pomisliti širše. Svoje dejanje, odgovarjamo za svoje dejanje, dejstvo. Vendar, kaj je prav in kaj ni prav? Kadar se nadrejeni spravi na podrejenega. Predvsem pa me boli, kadar se direktor družinskega podjetja spravi na sodelavce, ki je po možnosti še njegov družinski član. To so stvari, ki se ne bi smele dogajati. In zato pravim tudi vam, če ste podjetnik, če ste vodja, če ste človek, ki bi rad spremenil življenje na boljše, pomagajte sočloveku na ta način, da ste korekten, da ste pošten, da naredite tisto, kar je prav. Ne pa tisto, kar se vam zdi, da bi bilo prav, da njemu razložiš v tem trenutku. Nekateri ljudje so zelo bolni, nekateri se ločujejo, nekateri imajo druge težave, smrt v družini in ne povedo drugemu. Vi pa se spravite v teh težkih situacijah na njega za nekaj nebistveno stvarjo in ne razumete posledic, da bo še nekdo tretji zaradi tega močno utrpel. Zato pravim, probejmo v življenju narediti čim več, kar je prav. Tudi takrat, kadar nas nihče ne gleda in so posledice vidne kasneje.